Vedno znova sem fasciniran, ko ga gledam, še zdaj. Se v bistvu vsakodnevno dogajajo premiki na boljše, bolj natančno, bolj učinkovito, manj invazivno. Tako da izzivov ne manjka. Nekdo, ki se želi srcem ukvarjati s temi stvarmi, na tak način, bom rekel, izvaja terapevtske posege, mislim, da lahko vsak dan najde praktično nov izziv. To je v bistvu zelo modern aparat, serijsko številko, mislim, da 54, ko je bil inštaliran, bil je prvi v tem delu Evrope, sploh ni v vzhodnem delu Evrope. Z metodo perkutane krioablacije lahko mi na malo invaziven način uničimo določene tumorje v telesu, v tem primeru tumor ledvice. Med seboj združujemo slike CT, MR preiskav z živo sliko našega aparata in na tak način lahko najbolj natančno določimo področje tumorja. In z tem aparatom lahko mi zgeneriramo zamrzovanje igle. Torej, na konici igle je minus 40 stopinj. Lahko bi generirali še nižjo temperaturo, ampak to je dovolj. Minus 40 stopinj ne preživi nobena celica, torej če to področje z minus 40 stopinjami nekako omejimo na področje tumorja, potem bo ta tumor v celoti uničen. Tumor je nekje tule se nahaja, torej te izoterme od minus 40 do minus 20 pokrijejo celotno področje tumorja z varnostnim robom. Miran Romelj, predstojnik radiološkega oddelka v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, to je oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo, sem specialist radiolog. Prednost te metode je, da je zelo natančna in tudi kontrolirana. Tak lep primer velikega tumorja na desni ledvici, obsežen tumor, bolnica ni bila primerna za klasično operacijo. Z postavitvijo krioigel smo ta tumor uničili in čez 3 mesece vidimo, da gre za eno brezgotino, tumorja več ni, ohranjen je parenhim oziroma skorja ledvice z minimalno poškodbo, torej ves ostali del ledvice je ostal rešen. Jaz sem se ravno na podlagi tega odločil za svojo specialnost, ker sem nekako v tem področju videl en tak velik izziv, velik napredek v medicini se je že takrat kazal na tem segmentu. Torej, tu govorimo o tem delu radiologije, ki je intervencijska radiologija, ki ne izvaja diagnostike, ampak terapijo. To je, bom rekel, velik poseg. Je pa manj invazivno. Pomeni, da naslednji dan, če je vse potekalo gladko in če kontrolna ultrazvočna preiskava pokaže, da gre za uspešno zdravljen tumor brez kakšnih zapletov, potem lahko tak bolnik že naslednji dan praktično zapusti bolnišnico. So tumori, ki so bodisi pri bolnikih, ki so zelo s pridruženimi boleznimi, ki jih težko pripravimo za klasično operacijo, ali bolniki, ki imajo samo eno ledvico, kjer je potrebno zelo čuvati to ledvico in narediti poseg le na enem zelo omejenem delu ledvice, točno tam, kjer je tumor. Tako da te posege zdaj uspešno v Slovenjgraški bolnišnici izvajamo že od leta 2022 in naredili smo že preko 30 takih posegov. Je pa pomembno sledenje, te bolnike moramo slediti, biti prepričani, da čez mesece na teh mestih ostaja samo brezgotina, torej da ni kakega ponovitve tumorja ali pa ostanka. In moram reči, da pri naših bolnikih doslej smo posega tako uspešno izvedli, da praktično se ne srečujemo s primeri, ko bi morali poseg izvajati ponovno.